Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav prijeten dober večer želimo tudi seveda v naši družbi, v kateri boste danes spet slišali ogromno nasvetov, kako ostaniti, da bi ostali zdravi, kako poskrbeti za to dejansko, da ostanemo na tisti najboljši točki našega življenja, ko pa pride do kakšne težave, kako jo rešiti. O učinkovitih poteh celostnega zdravljenja bomo danes govorili tudi z Magdaleno Vasiljevič iz podjetja Zdrav in Pika. Magdalena, dober večer. Dober večer. Danes torej o čisto vseh učinkovitih celostnih poteh. Kako priti do našega zdravja oziroma o poteh, ki vodijo do našega zdravja. In zanimivo aparaturo bova danes tudi predstavili, oziroma sej DNAS terapijo, verjamem, da marsikdo od naših gledalk, gledalcev že pozna, pa vendar bova nekaj več tudi o tej povedali danes. Najprej en lep dober večer in Magdalena, kako ste? Zdrav in Pika? Dobro, zdravi smo in Pika, če pa kaj ne gre, si pa pomagamo in to bova nocoj lepo predstavili, pokazali res poti, kako smo lahko sami svoji zdravniki in predstavili res zdravnika za vsak dom. Zanimiv slogan imate pri vašem podjetju? Zdrav in Pika. Ja. Ravno danes je bil en gospod, ki kliče, išče pot k nam, pa pravi, pomeni, da grem nazaj zdrav in Pika. Sem rekla, ja, zdravi kot Pika. Druge ni. Ponavadi, ko damo piko na nekaj, pomeni, da je stvar zaključena. Da je to to. Ja. Celostno zdravljenje, oziroma dva najpomembnejša vidika upoštevate pri zdravljenju. Prvi je tam, da je zdravljenje dejansko celovito in da telo obravnavate kot celoto, oziroma človeka obravnavate kot celoto, se pravi, zdravite vso našo bistvo. Tako je, ker vedno je zelo rada povem, da mi nismo skupek zdravih obolelih organov, ampak smo ena celota. In dejansko to našo celoto povezuje avtonomni živčni sistem. Avtonomni pomeni tisti nezavedni, ki dela brez naše volje. In ta avtonomni živčni sistem je dejansko, se rada pošalim in rečem, naš šef. In če naši živci, ko vsi rečejo, joj, sem živčen ali kaj takega, pa to je tak stavek, resen stavek, vendar ljudje se dostikrat ne zavedamo ali ne zavedajo, da so živci res tisti, ki dejansko vodijo delovanje celega našega telesa in da je vsak organ odvisen drug od drugega. Tako kot sva zdaj mi dve v studiu, da lahko klepetam v družbi in ne morem jaz sama klepeta narediti, tako so tudi naši organi. In dejansko to je tisto celostno zdravljenje, ki ima največji učinek. Mene dostikrat vprašajo ljudje, katero zdravljenje je ta pravo. Jaz vedno rečem tisto, ki ga telo ustvari samo. Kako potem rečejo? Glejte, ker ko se mi rodimo v telesu zdrave matere, pomeni, imamo samozdravilne sposobnosti prirojene. Jih prinesemo s sabo. In način življenja, ki ga živimo, vemo, že ko se rodimo, pridemo v luči, v eno hladno okolje iz materinega telesa. Tisti prvi trenutek se že mi začnemo, kako bi rekli, refleksivno boriti in kaj se dogaja v naših živčnih celicah, ki jih je na milijone v našem telesu, že prihajajo informacije. Mi že iz materinega telesa lahko prinesemo travme, strese in vse to je zapisano v ta naš živčni sistem. In tiste nepravilne informacije, ki so v našem avtonomnem živčnem sistemu, so pa potem informacije, ki rušijo ta naš naravni proces zdravljenja, oziroma jaz tako v šali rada rečem, zaprejo vrata naše notranje lekarne. DNAS terapija, oziroma to, kar sva na začetku povedali, da bova predstavili zdravnika za v hišo s to malo aparaturico, pa dejansko ima vpliv na ta naš avtonomni živčni sistem in ima sposobnost brisati te nepravilne informacije, ki povzročajo naše težave. Se pravi, krepijo telo s pomočjo tega, da odženejo vse tiste slabe stvari iz našega telesa. Tako je. Spreminjajo, odganjajo. Lepo ste rekla, ali jaz bolj preprosto rečem briševa, vse nepravilne informacije, da morda predstaviva. Aparat je proizvod ruske tehnologije, pomeni aparat je ruski, narejen je pa na podlagi tradicionalne kitajske medicine, ki je stara več tisoč let. In ta aparatek ima sposobnost
dela na 3 različnih nivojih, na bioenergetski, biokemični in pa diagnostični. Pa bova morda povedali, kaj to pomeni. Vsako posebej. Tako. Magdalena, dovolite mi le, da naše gledalke in gledalce povabim, naj jo pokličejo danes, lahko vas seveda tudi kaj vprašajo. Če imate kakšno vprašanje, ste seveda vabljeni, da nas pokličete na našo telefonsko številko 03 490 02 22, torej 03, Celjska omrežna skupina, potem pa še 490 02 22. Številke se bodo izpisale tudi spodaj, ne samo ta naša številka, ampak seveda tudi številka podjetja Zdrav in Pika, kako jih lahko najdete, skratka vse informacije. Še več pa jih izveste, če ostanete v najini družbi, a ne Magdalena, danes govoriva torej o tem, kako postati zdrav, oziroma kako biti zdrav in pika in konec debate. No, najine debate še ne bo konec, še veliko stvari tako imava zapovedati. Aparatek ste na hitro predstavili, skozi celoten pogovor ga bova še prepletali v najine misli. Zdaj pa res me zanima, DNAS terapija. Vi ste strokovnjaki za DNAS terapijo. Kakšna terapija je to? DNAS terapija, že samo ime pove, dinamična elektronevrostimulacija, da je terapija, ki dela z našim živčnim sistemom. Rekli sva, da bova razložili, da dela na 3 različnih nivojih. Iščemo različne poti k zdravljenju, vsi vemo, ali hodimo na masaže, ali jemo to, ali jemo on, delamo različne vaje, vse to v življenju mora biti. V tej napravi je združeno vse to, no, ni hrane, ni in vode ni, jaz vedno govorim, da je treba vodo piti. No, pa da se vrneva, ne? In dejansko DNAS terapija deluje na bioenergetski ravni. Kaj to pomeni? Ko mi gremo po površini telesa s tem aparatkom, mi brišemo vse nepravilne informacije, ki povzročajo, da smo mi bolani ali imamo določeno težavo. Pomeni, dajemo pretok energij in informacij. Ko se to vzpostavi, pomeni, ko mi damo naš avtonomni živčni sistem v ravnovesje, ali tako preprosto se tudi vedno pošalim in rečem, ko poservisiramo naše telo, tako kot stroj, telo lahko začne z samozdravljenjem, pomeni na biokemični ravni, začne s proizvodnjo vseh naravnih zdravilnih hormonov. Vsi zelo dobro poslušamo bioidentični hormoni, res so tisti, ki jih naše telo samo proizvaja. In telo, če je v ravnovesju, je sposobno vse to samo ustvariti in telo na tej ravni biokemični lahko začne s kuhanjem te župce naših naravnih zdravilnih hormonov. Tretja raven je pa diagnostika. Nam ne bo aparat napisal, vi pa imate, ne vem, visok krvni tlak, vi pa imate sladkorno putiko ali 1001 bolezen, ki jo pač poznamo, ampak bo zaznal samo mesta, ki blokirajo naravni proces zdravljenja, oziroma tako preprosto povedano mesta, ki so kriva, da imamo mi težavo. Zdaj pa vsi znajo ali znamo delati diagnostike, rešitve so pa potem malo težje. No, DNAS je pa specialist, ki to zaznavanje, ki ga zazna, že tudi reši. Pomeni, takoj spremeni informacijo. To mu pa omogoča impuls, ki ga aparat oddaja. Mi v našem telesu je elektrika. Če bi mi dve zdaj imele možnost priklopiti nase eno žarnico, bi gorela 40-vatna žarnica. Toliko elektrike je v našem telesu. Vsaka živčna celica ima svoj elektromagnetni naboj, in aparat ima točno takšno elektriko, kot je v našem telesu in posnema živčne impulze. In ko mi nekaj damo na kožo, aparat, se zgodi, da ustvari impuls, ki gre po živčnih vlaknih v same možgane. Možgani ne vejo, da je ustvarjen umetno, je tako lasten našemu, da ga prepoznajo za svojega in kaj se zgodi. Dajo nazaj tako imenovano pravilno informacijo ali, če smo bolani, vsi pač tako govorimo, tako imenovani zdravilni impuls in povežejo. Danes nimamo slikce, prihodnjič jo bomo imeli, da bomo pokazali ta avtonomni živčni sistem, povežejo vse pretrgane povezave med centralnim živčnim sistemom in našimi notranjimi organi, ter našimi deli telesa. Kar je najbolj važno,
zdaj samo jaz govorim, nima nobenega stranskega učinka. Nima nobenega stranskega učinka. Lahko ga uporabljamo od prvega vdiha, pomeni otrok, ko se rodi, do zadnjega izdiha. Vse te terapije se lahko kombinirajo. Dostikrat me kdo vpraša, joj, pa sem na tej terapiji, pa jem ta zdravila. Vse to se lahko kombinira, ker se impuls, ki ga ta aparatek proizvaja, vedno nastavlja na stanje uporabnika. Tu je vedno na telo, dejansko v kakšnem stanju telo je. Pomeni, ima nekdo visok krvni tlak, jaz zelo rada dam to primerjavo in poje eno tabletko, poje drugo tabletko, pa je še vedno krvni tlak ne ta prav. Če si bomo mi izvedli terapijo, kljub zaužiti tabletki, bo aparat naredil takšno terapijo, ki je tisti trenutek najbolj optimalna za uporabnika, ki si terapijo izvaja. Zanimivo. Tako, vedno se prilagaja na stanje človeka, telesa. Dejansko. In celostno telo obravnava in ravno zato ga tudi celotnega kot takega zaobjame. Tako. Vse lepo in prav, Magdalena, ampak povejte mi, kako pa jaz sploh ljudje pravimo, da malo kdaj vemo, da je z nami kaj narobe, da začutimo kakšno težavo, pa vendar se že v nas kuha marsikaj. Kako jaz, ko začutim, ne vem, glavobole, morda lahko uporabim ta aparat, kakšne, ne vem, krče v mišicah, pa lahko uporabim ta aparat. Na kakršnokoli stanje, ki me zmoti, lahko uporabim ta aparat? Vedno gremo direktno na našo težavo. Zdaj v primeru, ko ste omenila glavobol, če te boli glava, postaviš aparat na mesto, kjer je prisotna bolečina. So seveda tudi zelo izčrpna navodila in delamo vedno tako dolgo, da ta bolečina mine. Če je bolečina, kot ste rekla, v mišicah, kar se zdaj dogaja, zdaj kar težave, vsi malo tožijo za revmatske težave in tako naprej, pač gremo po mestih, kjer je naša težava in seveda hrbtenica je tista, v kateri je vse. Potegnemo po hrbtenički, aparatek tudi pokaže mesta, se enostavno prilepi, tako da je zelo, zelo enostavna zadeva za delati in vedno delamo do zmanjšanja naše težave. Tudi če boli uho, pač boš dal in boš delal okrog ušesa, ne vem, te boli zob, zdaj če je če je luknja v zobu, seveda bo potrebno k zobu zdravniku, vendar, lejte, bolečino si bomo vzeli, veste, v prvi vrsti je to protibolečinski aparat, ko ste tako lepo vprašala, kako, kje začeti. Bolečina je tista, ki nam kliče, ko telo nas kliče, pomagaj mi, in bolečine so ena taka zadeva, ki jo je vredno res takoj sanirati, ker ko je bolečina akutna, vemo, če ne bomo sanirali, se bo dogajalo kaj? Bo prešla v kronično. Tako. Ko pa enkrat pride v kronično, je pa to malo težje. Zdaj pa kaj se dogaja pri DNS terapiji? Poglejte, ko mi pojemo tabletko, rečemo v tem primeru analgetik, mi bomo odpravili simptom. Pomeni, nas nekaj ne bo bolelo. Ne pa vzroka. Ne pa vzroka. DNS terapija pa odpravlja vzroke. Tudi me kdo vpraša, kako dolgo delati, ne vem, te boli komolec, te boli rama, lejte, rame imajo vsi težave z ramami, delamo toliko terapij, da izveni, da mi pozabimo, da nas, ne pozabimo, da ne smemo več čutiti bolečine. Zato nikoli, ko meni kdo reče, koliko terapij rabim, jaz rečem, nikoli ne vem. Lejte, mi smo individualna bitja. Vse to že vemo, nekdo, ki bo popil en čajček, ne vem, ali bo pojedel eno zdravilo, nekomu bo zelo dobro to delo, mu bo pomagalo, se bo lahko rešil težave, nekdo bo počel isto stvar, pa ne bo tega dosegel. Zato nikoli mi ne moremo reči, vi boste pa imeli 3, 5, 10 terapij. To je individualna zadeva. Zanimivo. Ja, in zato jaz rečem, delaj tako dolgo, da svojo težavo odpraviš.
bodi vztrajen torej. Tako. Magdalena, nadaljujeva kmalu s pogovorom. Še enkrat bova povabili gledalke, gledalce, naj jo pokličejo, če imate kakršnokoli težavo, vprašanje. Pokličite nas, 03, celjska omrežna skupina, 490 0222 je naša telefonska številka. Vabljeni seveda, da nas pokličete. Tam nekje do nekaj minut pred 21. Smo v našem studiu v živo, seveda, zato ste vabljeni, da kaj vprašate. Magdalena Vasiljevič je z nami iz podjetja Zdrav in Pika. Magdalena, vse lepo in prav, tako ste nam lepo obrazložili, prikazali sam aparat. To pomeni, glede na to, da je tak luškan, majhen aparatek, majhna stvarca z izjemnim delovanjem, pa mi povejte, še dve stvari me zanimajo. Ga lahko jaz kupim za domov, ga lahko imam doma, ko ste omenili, da lahko terapije izvajamo na sebi, kolikokrat želimo, oziroma dokler ne odpravimo vzroka in bolečine. Lahko morda se pridemo k vam posvetovati, imate kje tudi kakšne prostore, da morda tudi sami opravite prvo terapijo, da nam malo poveste, kako in kaj? Ja, mi se nahajamo na Mariborski cesti, 86 v Emo poslovni stavbi. Naš namen je res, da pride ta napravica v vsako hišo, kot termometer. Z njim tudi nižamo temperaturo, brez stranskega učinka. In res vsakega povabimo, pridi po izkušnjo, sprobaj, pa se odloči. Tako da ja, lepo povabljeni vsi, ki bi želeli, Emo poslovna stavba v Celju smo, naj nas pokličejo, pridejo, izprobajo in res to je družinski zdravnik. Veste, ljudje, ki ga enkrat imajo, vse povsod, moji torbici je vedno, jaz ne grem nikamor brez njega. Vedno rečem, ni me strah, samo rabim baterije. Ta aparatek napajajo dve čist navadni baterije, tako da ni nobenega stroška potem. Z elektriko in s podobnimi stvarmi. In lahko si pomagaš kdajkoli, kadarkoli, ko je nekaj že zelo, zelo akutnega, nekaj zelo hudega, zelo bolečega, lahko odpravljamo in rešujemo. Pomeni lahko gasimo, ko že fejs gori, je pa učinkovit tudi za preventivo. Kaj to pomeni? Če bom jaz dala takšnih 10 dni vsak dan na tole točko, to je tako imenovana akupresurna točka meridiana debelega črevesa, si bom lepo jačala moj imunski sistem, skrbela, da me ne bo bolela glava, visok krvni tlak, prebava. A veste, glavne cone te terapije so po hrbtenici, vendar mi lahko učinkovito delamo s to napravico tudi po naših rokah, v naših dlaneh, jeziku, ušesu, ampak gledajte, roke so najbolj priročne in če si jaz to naredim po mojih rokah, sem spostavila ravnovesje v celem telesu. Vsi se toliko obremenjujejo jetra, vsi bi čistili jetra, razbijali žolčne kamne in tako naprej. To je treba vedno zelo, zelo previdno delati. Spet smo pri individualnih zadevah, nikoli ne vemo, kako na koga nekaj deluje. In naša jetra v tem primeru so tukaj. In če si bom jaz tukaj stimulirala, bom zelo lepo skrbela za svoja jetra. Če bom jaz šla na tale moj palec, to je moja glava, tu je moj vratni del, hrbtenica, prsna, skratka vse. Tu so pljučka, srce. No, mi poskrbimo, ko ljudje pridejo, da to slikovno pokažemo in potem, ko se morda odločijo, da bojo sami svoji terapeuti, ker nikoli ne vemo, kdaj si boš zvil nogo, kdaj te bo grlo bolelo, tako kot je mene danes dopoldne. A veste, in imaš to pri roki. Kaj to pomeni? Ne bomo šli v lekarno, ampak si tako lahko pomagamo. Ne bomo takoj leteli k zdravniku, čeprav jaz vedno rečem, gledajte, zdravniki rešujejo življenja. Problem naših zdravnikov, ni problem, to ne smemo reči, vendar zdravijo ljudi, ampak ne odpravljajo vzrokov težav, simptome. Ker to je tisto, vzroki vedno ostajajo. DNS terapija deluje celostno in mi si lahko dostikrat, če imamo to napravo, resnično pomagamo. Ne, da bi pojedli eno tabletko, ne, da bi šli do zdravnika. Če pa nekaj ne gre, pa seveda ga obiščemo. Delate z roko v roki, seveda. Tako, ker gledajte, zdravniki resnično rešujejo življenja. Vendar včasih ljudje
pacienti, no, če se vrneva, rečem kar tako, mislijo vedno, da lahko zdravnik ima eno čudežno palčko, da ima eno čudežno tabletko. Mi moramo v življenju narediti še kaj drugega. Treba je piti vodo, treba se je malo pogibati, se pravilno prehranjevati po letnih časih. Ne vem, pač to je pač nekaj osnovnega in telo rabi vodo. Ne? Čeprav mi že kdo reče, joj, ker o tej vodi govorijo vsi. Ne, to je kot ena modna muha, vendar lejte, če mi ne bomo zalivali rožice, bo uvenela. Ne? In če bomo mi zalivali za sokovi, ne vem, pivo, vino, ok, tudi to mora biti, ne? Se tudi rožici damo vedno malo gnojila. Tudi mi to rabimo, ja. Ampak osnova vsakega živega bitja je pa voda. In naša hrbtenica, gledajte, ko imajo ljudje težave z iščesem, ko imajo težave diabetes, visok krvni tlak, to je vse pomanjkanje vode v telesu, tudi soli, ampak to je treba vse tako telesu zagotoviti, ne, da dejansko potem pa bomo lahko lepo funkcionirali in dostikrat se morajo zdravniki ubadati tudi z takimi zadevami, ko ljudje še nismo dovolj ozaveščeni. Veste, še vedno tudi mi srečujemo ljudi, ko reče, kako že reče, voda še za čevlj ni dobra, ne? Ampak gledajte, čevlj bomo res z vodo lahko očistili, če jo imamo. In tako je tudi naše telo. Tako da imejmo se radi, sprejemajmo vse te naše težave. Jaz tako rada rečem kot en blagoslov, ko ti nekaj pride, ne, se vprašaj, kaj sem delal narobe, zdaj bom pa spremenil. Vsaka slaba stvar je sigurno za nekaj dobra. In v življenju se je treba pač ustaviti, se vprašati in potem nekaj spremeniti. Treba delati tudi na preventivi, absolutno, ne? Ker marsikdaj je prepozno, ko nas telo opozori. Glejte, nikoli ni prepozno, samo več dela je. Dobro. Se pa dogaja, sigurno, da so kdaj primeri, ko ni, ko ljudje kar pozabljamo. Jaz rečem, če bi mi da bi zakonsko uvedli, tako kot peljemo avto na servis in plačamo tehnične preglede, če bi ljudje tudi tako poskrbeli zase, kot poskrbimo za svoje avtomobile, ne vem, kako mi rade vse jaz, moj pralni stroj, jaz rečem, brez vsega bi lahko bila, no, pralni stroj mi. Ne, hočem reči, za vse znamo poskrbeti, sebe pa vedno dajemo na zadnje mesto. Ne vem, tudi če bo nekomu odpovedal en stroj, mu ne bo problem iti in zbrati tisti denar in kupiti novega, ne? Zase pa dosti krat... Ker težko damo, ne? Kakšen evro stran za svoje zdravje, ne? Sem imela primer, ko je tak en gospod bil, pa povemo ceno in vse, pa pravi, a veste kaj, gospa, zadnjič sem dal več, kot stane ta aparat za telefon, to je 2 leti nazaj, mobilni telefon. Dosti krat ne pomislimo, mobilni telefon mora biti. Vsak mesec še plačujemo potem za to, moramo kako urco v življenju več podelati, ne? To je tisto, nase pa vedno pozabljamo in se dajemo na stran. In ena od tistih naših, da rečem, imejmo se radi in daj nekaj zase. Pa to ni samo zate, ne? To je za tvoje najbližnje. Ne vem, so tu otroci, so vnuki, ne? Tako da... Ste omenili, da je pravi družinski zdravnik lahko tole, ne, v naših domovih. Eni mu rečejo, da je to klinični center v njihovem žepu, jaz pa rečem, da je to moj zdravnik, ki je vedno tiho in mi nesebično pomaga, ko je nekaj res hudo, ne, to je tisto. Ko ste omenili, seveda, ne, ljudje smo individualni, število terapij, ne, govorim, ni torej čisto določeno, je pa določen morda čas, ki ga porabimo za to, recimo, da si morda, kot ste omenili, tule preventivno imamo ta aparat na naši roki ali pa če nas kaj boli, ko ste rekli, da vas grlo boli. Kako dolgo, recimo, potem to naredimo? Do zmanjšanja težave. Vedno do zmanjšanja težave. Se pravi, takoj občutimo neko olajšanje. Takoj občutimo. Zdaj, če bi imela eno bolečino, delamo do zmanjšanja bolečine. Tu ni stranskega učinka. Če, ne vem, zdravimo eno drugo patološko zadevo, ne vem, eno inkontinenco, no, to je težava ženska, ne? Vem, tu je zelo uspešno zdravljenje, potem, ne vem, eni hemeroidi. Imate v naših navodilih lepo narisano, kam se da, kako dolgo se dela, ampak dobro, če smo pri enih hemeroidih, bomo delali tako dolgo, da to, če je boleče, ne, da bo to
minilo, ne, pa če bo to 5 minut ali pol ure. Ne. Sem že imela, gospod mi je rekel, ja, gospod, če bi vi pred 300 leti to delala, vas bi zažgali na grmadje, ne, ko je prišel z bolečino. A veste, pa je že bil primer, gospoda zelo boli komolec, ne, in mi naredimo terapijo, njega je to normalno, je bolečina šla, komolec ga ni bolel, seveda on kupi aparat. Takoj. Ne, doma pa ni to pomagalo. Ne. Pa pride na delavnico, mi imamo tudi delavnice, vsak mesec učimo naše kupce, kako se to izvaja, mislim, kdor želi, čeprav navodila so. No in pride na delavnico, tega gospoda nikoli ne bom pozabila, pa reče, joj, vi ste eden drug aparat prodali, ne. Prečem, kako to mislite? Ja, lejte, moj, ko ste ga mi prodali, meni ne pomaga. No in jaz vzamem aparatek v roke na delavnici in učimo in naredimo. In jaz delam sigurno 1,5 urce, ne. Gospod, pokrči sem tja, kje še boli? Ja, pa me res ne boli, sem gospod, z vašim aparatom sem delala. Pravi, ja. Pa tako pogleda na uro, pa pravi, veste, jaz pa nimam toliko časa. Ne, veste, vedno do zmanjšanja bolečine, ni stranskega učinka in to je tisto. Je pa, ne vem, karkoli, ne, kakršnakoli težava, kot so bile pri hemoroidih, vemo, potem je tukaj slaba prebava. Ljudje imajo zelo težave s to zaprtostjo ali ravno obratno driska, pač razdraženo črevesje. Tukaj tako uspešno, spet brez stranskega učinka lahko ne vem kako trdovratno zaprtje ozdravimo, popravimo. Ne. Seveda je pa tu voda prisotna. Ne. Treba je pač popiti kak kozarček vode. Ne. Ne vem, in ko bomo zdravili, če sva zdaj pri slabi prebavi, ko bomo mi delali po črevesju, bomo vplivali. Poglejte, tu je najlepša prednost DNS terapije. Ne vem, je kdo v depresiji? Črevesje je za depresijo najboljša stvar, ki jo vedno povemo, da je treba delati in so tudi navodila. Kaj še potem? Migrene, glavoboli, vse je lahko v črevesju, bomo vplivali na glavo. Ne. Potem alergije, zdaj je časa, ne, ko že ljudje smrkajo, ko že vse cveti, ne. V našem črevesju je obrambni sistem, v slinavki, vranici, imunski sistem in ko mi delamo to, spodbujamo in skrbimo tudi, da nimamo alergij, da nimamo depresij in odpravljamo naše težave s prebavo. Ne. Tako da prednost DNS terapije je ravno v tem, veste, ne vem, ali te boli ledveni del, danes smo imeli en tak primer, nekoga boli križ, pomeni si bom stimulirala in delala protibolečinsko terapijo na križu, kaj bom imela vpliv na vse tisto, kar je v tem predelu. Pomeni, spet smo pri, ne vem, pri ženskah ginekološke težave, moški prostata, ledvice, mehur, kolena, kavki, gležnji, noge. Lejte, to je tista prednost. Če je težava, tako kot je bila danes pri mojem grlu, sem delala grlo in sem delala ta moj zadnji del, sem vplivala na vse, kar je tukaj gora, ne, na moje ramena, komolce, ne. To je prednost DNS terapije. To je tista celostna terapija, ne, dejansko. Kjerkoli naredimo terapijo, spostavimo regulacijo na živčnem, endokrinem in imunskem sistemu. Mali čudež. Magična stvarca tale, DNS aparat. Treba ga je uporabljati. Tako. Velika napaka je večkrat, ko ljudje, se to recimo tudi pri kakšnih aparatih ali pa ne vem, kakšne druge stvari, ko kupimo in potem nam ležijo doma in jamramo, kako ne pomagajo, ne, kako ne delujejo. Če je v omari, ne bo. Če ga damo na roko, kot sem rekla, bomo uspešno naredili terapijo. Veste, kako to pri otročkih pomaga, ne? Otroci zelo hitro okrevajo, ne. Vsi imamo adaptacijske sposobnosti, pa je lahko to zelo stara oseba. Jaz vedno povem, 94 let so naši najstarejši uporabniki in uspešno uporabljajo in bi kdo rekel, joj, sem star, ne bo mi pomagalo. Glejte, sigurno, da ne tako kot enemu otročku, ne, ampak vsi imamo ene adaptivne sposobnosti. Eni rabimo malo več terapij, eni malo manj, rezultati pa pri vsakemu pridejo. In da se vrnem nazaj k otroku, ne, ko mi delamo otroku nevrološko, refleksno masažo po dlaneh, bomo imeli neverjeten učinek in ni treba, da potujemo mi kje drugje.
že samo od tukaj. Jaz velikokrat rečem, dajte takole aparatek na tale naš prst, to je naša glava in možgani dobijo tako zelo dobro sporočilo. Ja, Saša, danes bo pa zelo dober dan. Super. Ne, ker možgani korigirajo vse. Dejansko, ja. Možgani so dejansko najbolj tako razvajeni organ, ki želi svoje in lejte, tudi naše telo deluje tako, da ko mi imamo v telesu premalo vode, kaj se bo zgodilo? Kapilare se bojo zapirale, ne? Telo za svoj obstoj rabijo, ne? Možgani vzamejo toliko glukoze, toliko vode, kolikor jo rabijo, ko pa tega zmanjka, pa pride do najhujše stvari. Tako da, ja, treba je biti, kako ne rečem, discipliniran pri vsem in če je denas v škatlici ali v omari, ne bo rezultatov. Če pa bomo malo, par minut na dan, bomo pa lahko veliko naredili. Pa lahko vidimo tudi rezultate, krepimo dejansko svoje telo, od nog do glave. Pomembna je tudi pravilna uporaba tega aparata. Prej smo že omenili, da v vaših prostorih na Mariborski imate, torej ste na voljo za to, da uporabnikom svetujete, da jim pokažete, tudi delavnice ste omenili. Sej mogoče ni kompliciran za uporabo, je pa, kot ste omenili, treba biti dosleden pri uporabi, uporabljati tako dolgo, da bolečina mine. Treba je seveda tudi prepoznati bolečino, tukaj pa je naša sposobnost poslušanja svojega telesa, pride v veljavo. Tako, res imamo. So navodila za uporabo, kjer je slikovno za vsako težavo, ne vem, zdaj se je pa ravno odprlo pri boleznih organov dihanja, ne vem, bronhitisi, pljučnice. Zelo lepo za vsako zadevo, ki se nam dogaja. Potem pa, kot smo rekli, so delavnice, vsak zadnji ponedeljek v mesecu jih vršimo, tako da kdor želi, lahko pride, res je pa izključno za naše uporabnike, za naše kupce, kolikor rabijo konzultacij, toliko jih brezplačno dobijo pri nas in pa tudi telefonska številka je tista, ki nam je vedno na razpolago, se veste, ne vem, nekdo ima aparat v torbici, gre na pohod, pa si zvije gleženj in tisti trenutek, ko se boš ti ustrašil, ko imaš poškodbo, kje? Pokliči, bomo pomagali, čeprav, a veste, je sila enostavno, tu ni potrebno imeti enega znanja, ker če si jaz zvijem gleženj ali poškodujem koleno, bom pač šla in bom delala na koleno, tako da ni nekaj težkega. Ampak glejte, eni lahko iz knjige zelo veliko sami razberejo, eni bomo lažje, če nam bo nekdo nekaj pokazal. Vizualno bolj. Tako, in mi se pač prilagajamo na tisto, kar kdo rabi. Vse informacije imate pri roki, tako se reče tudi. Magdalena, prej ste omenili gleženj, pa koleno, potem boleče grlo, glavobol, boleč komolec. Skratka, tista mesta, za katere dejansko čutimo, da nas kaj boli, ali pa prebava neurejena. Kaj pa depresija? Tudi depresijo ste omenili. Depresija načeloma ne boli, oziroma ne vemo, kje bi nas bolelo. Vemo pa, da je to psihološko bolezensko stanje. Anksioznost, vse se kar pelje potem. Tako tukaj najdemo kakšen prostor? Ja, ker ko mi gremo po hrbtenički, bo aparat zaznal mesta, ki blokirajo. In pri depresiji je vedno vratni del malo bolj na udaru, kot sem rekla, črevesje. Vsi poznamo tisti občutek, ko nekaj zoprnega slišiš, pa te kar stisne v črevesju, ali ko smo hodile v šolo, pa nas je začrvičilo. Glejte, to je nepravilna informacija v našem živčnem sistemu, mi smo refleksivna bitja. Vse, ko se bomo mi opekle, ne bomo pomislili, joj, moram umakniti roko, ampak naredimo refleksivno. In v našem telesu je en kup, kako bi rekli, nedokončanih življenjskih nalog, ki se že kar v šoli začnejo, ko te učitelj morda prizadene, nehote in otrok. Držimo v sebi. Ja, tako. In pogoltneš in odmakneš in se to nalaga. In stres je tisti, ki ruši in potem prihaja do teh, kako bi rekli, tudi depresij in vsega tega in se slabo počutimo, nimamo volje do dela, smo izgoreli. Vemo, kako dolgo se izgorelost
zdravja, ne, da to ni tako čez noč. In jaz vedno rečem pri depresijah, ja, delajmo črevesje, poglejmo malo naše nadledvične žleze, ne. Pri depresijah je zelo dobra točka tukaj, ne. To so stvari, veste, to je vse lepo zapisano, povemo. Spravi, tole je ena zlata knjiga. Zlata knjiga, ja, to pa zlati ključek. To pa zlati ključek, dobro. Tako, ki odpira našo notranjo lekarno, ne. Dostikrat na naših delavnicah rečem, glejte, se imamo vsi kdaj, ko smo žalostni, ne. In rečem, poglejte se v ogledalo, svoje oči, naredite po črevesju, mi temu rečemo informacijsko čiščenje črevesja, pa pojdite pred ogledalo, pa se poglejte potem, pa boste videli, kako žarijo oči. Iskrica večja, ne? Res, veste, ko si mi delamo terapije, se nevrotransmiteri pospešeno sproščajo, to, ko smo malo prej rekli, ne? Hormoni se sproščajo in če imamo mi nadzor nad hormoni, imamo nadzor nad celim telesom, zato je pri depresivnih stanjih DNS terapija zelo, zelo učinkovita. Tako. Zelo dobro imate vse skupaj res predstavljeno v tej knjigici. Nespečnost sem tudi zasledila. Kako pa zdravite nespečnost s tem aparatom? Tudi je tukaj spet vratni del, je hrbtenička in dostikrat, jaz rečem, samo takole primite aparatek. To je spet eden od naših uporabnikov, je rekel, to pa starejši gospod, to je pa moja ljubica, ne? Jaz se tako uležem, je rekel, dam v mojo desno roko, da potem aparatek, ko jaz zaspim, ostane na posteli, ker se sam izklopi, in zelo lepo uspava. Drugače pa tu prav frekvenca, taka pomirjevalna. Moja hči tako rada reče, joj, mami, ko si naredim terapijo, me kar zmanjka, ne. A veste, ker te res pomiri. Tako da, ja, nespečnost je ravno tako v hrbtenici, v črevesju in v prvi vrsti vratni del. Še enkrat morava poudariti, da ti impulzi delujejo na električni energiji, ki je v našem telesu, da ne bo kdo mislil, da so to kakšni elektrošoki, da zaboli. Ker se ljudje bojijo elektrike, ne, vsi vemo, da elektrosmog, že tudi pravimo, ja, ne smemo biti pri vtičnicah, vse to je vpliv. V tem aparatu je točno impuls, takšen, kot je v našem telesu. Jaz zelo tako nazorno rečem, gledajte, nekomu se ustavi srce in ko te bojo priklopili na umetno srce, ga bo telo sprejelo. Tako vrhunsko, taka tehnologija je tudi tukaj notri. Impuls, ki ga aparat oddaja, je prijeten, je neinvaziven. Tudi sama sem imela eno tako izkušnjo, radovednost me je peljala na malo drugačno terapijo, ampak ta terapija je zame bila zelo boleča, ampak to sem šla malo se učiti, veste, kako ne rečem. Pač smo ljudje, ki želimo malo preveriti, pa sem rekla, no, po vsej verjetnosti sem rabila to izkušnjo zato, da sem po 8 letih, odkar imam jaz ta aparat v mojih rokah, spoznala, kako ljubeča, neinvazivna in prijetna je ta terapija. Ko se po njej dobro počutiš, ko si po njej kot prerojen. Še enkrat rečem, v tej napravici je vse združeno od, ne vem, refleksne masaže dlani, stopal, od iglic, akupunkture, ne, to nadomešča iglice. Vemo, da akupunktura je invazivna, da te malo pičijo. Tudi to sem poskusila, ne. Pa ne zato, da bi bilo, ampak da malo vidiš, kako to gre, ne. To nadomešča to, kakršnokoli masažo, ko gremo, ne, se konec koncev vse to poteka po energetskih kanalih, meridijanih, ne, in tu so te biološko aktivne točke, tako da DNS terapija dejansko lahko zamenja vse te, ena prijetna ročna masaža telesa, paše, ne, da ne bi zdaj me kdo tako napačno razumel, je pa prednost DNS terapije v tem, ne, glejte, če gremo mi na refleksno masažo stopala ali dlani, je to važno, kakšen terapevt to dela, da je izurjen. Zna pritisniti na tiste točke. Ja, in če on ugotovi, aha, vi pa imate, ne vem, v minusu srce, mora vedeti, kater organ je tist, ki dejansko krepi srce, ne? In če mi to delamo s to zadevico, nam tega ni potrebno vedeti, ker
organ, ki rabi, si bo vzel, ne? To je prednost. No, to je In da. še nič ne Telesu moramo ponudi, potegnati od nobenega, ne? Ni. Tako. Ja, si sam svoj terapevt. Magdalena, nekaj slik ste tudi prinesli zraven, jih bomo videli, ampak še prej bova nekoga sprejeli v najino družbo. Dober večer. Dober večer. Dober večer, kdo je z nami? Zdravo, jaz bi pozdravil mojo gospo Magdaleno. Pozdravljeni. Nada tukaj. Nada, verjetno kakšna zadovoljna stranka. A že ste že naša uporabnica? Točno to. Ne, nisem uporabnica, bila sem pri vas in vam povem, da sem iskreno zadovoljna z vami, da ste mi pomagala, ker sem se umirila, ker zdaj spim kot ubita. Zdaj pa vem, katera Nada. Ja, izžrebana ste bila, ne? Ja, darilni bon ste dobila. In še vedno dobro spite. Še vedno dobro spite. V tistem dnevu jaz sem povem, da se nisem mogla zbuditi drug dan. No, lepo, gospa Nada, hvala, ker delite. Da ne bila muka se zbuditi zjutraj. Tako je bilo lušno spati. Ja, zdaj, ko ste Nada, zdaj, ko ste podelila z nami in niste še naša uporabnica, ne, z gospo Saško sva se prej pogovarjali, da bova zelo velikodušni in še sploh nisva uspeli povedati. Se niste imeli časa, Tako da boste zdaj sprejela spet en bon. Pa boste prišla na terapijo. Hvala, gospa Magdalena, hvala. No, zdaj ne bomo mogli, bova se slišali, se še mislim, da imate naše kontakte, boste pa tudi po pošti sprejela. Imate. Tako da, ja, Nada, hvala, da ste podelila z nami to izkušnjo. Jaz povem, da lahko na glas zdaj povem, da bojo stranke čule, da je res v redu, da vi ste mi takoj, ko sem prišla na terapijo, ste mi vprašala, kaj imam za eno travmo v telesu in ste mi tudi povedala, kaj ne delam, kaj naj ne delam in je res to direkt po štajersko užgalo. Užgalo. Smo vas kaj kregali, gospa Nada, ali kaj? Prosim, ne, Nismo. Ampak ste mi takoj dali, ko še rekla, da me lopatica tako boli, ste mi takoj dali vprašanje, kaj imam za eno travmo v telesu. Ja. In ste mi tudi o tem delali, ampak se bolj sama videla, da smo tisto noč, se pa da sem spala tako, da se zjutraj menda muka se zbuditi. Da je res pomagalo tako, da se reče pomagalo. Lepo. Je bil prijeten spanec. Brezposelna, jaz sem povem, da bi še dala si za kako terapijo, samo če ni denarja. Glejte, zdaj ste jo pa dobila. Tako, zdaj ste pa dobila eno terapijo danes. Lepo. Hvala, Nada. Ja, vsem strankam lahko povem, da ste zelo prijazna, zelo prijetna, zelo super, da delate s pacienti res, kako je treba. Res, da vsak čas vam, da bi mogli ljudje bolj vedeti tablo zunaj, nekaj obtesi, bi ljudje videli, kje, kaj, zakaj, čemu. No, to pa je lepa pohvala. Lepa pohvala, tako da je. Gospa Nada. Ker sem poskusila, ker sem imela slučajno res, pa sem imela srečo, no, pa tudi ne. Pa če ustrašiš in če poslušaš, se splača včasih. Potem se splača. Gospa Nada, iskrene čestitke, hvala lepa za tole vašo izkušnjo, tako bon za celostno DNS terapijo, ne, ste dobili. Jaz upam, da ljudje res poslušajo, ne se odločijo, kar je res. Jaz sem povem, da sem se tudi dobro, da jaz sem noči nisem spala, ker sem se zbujala, pa na vetje hodila, pa se sekirala, pa zdaj pa vem, da že ta teden zelo dobro spim. No, lepo. Hvala lepa, gospa Nada. Tako eno DNS terapijo sva podelili, ne? Smo še zdaj v tem času obdarovanja in prav, ja, ne? Tako, pa bova še kakšno, tako bova še kakšno, absolutno, zato ja. Le vabljeni, da nas še pokličete po uri sodeč, imava še kakšnih slabih 20 minut, 15 minut. Tako da še čas. Tako, 03 490 0222 je naša telefonska številka. Sva se kar začvekali, po domače je povedano in prav je, ker o zdravju je treba govoriti. Tako, in ko ljudje dobijo izkušnjo, nisem se mogla takoj spomniti te gospe, pa mislim, da je bila izžrebanka, da je na križanke reševala, in je prijela, lejte, se to je tisto, ko nikoli ne vemo, koliko časa, lejte, kaj ena terapija lahko naredi. Naredi, ogromno. Magdalena, še imava en klic, tako, nekdo je še z nami, dober večer. Kdo je z nami? Pozdravljeni. Imam tole menopauzo. Aha. To tako moči, po noči zbujam, pa sem čisto mokra. Mokra, prepotena. Zdravite.
Ja, tudi, gospa. Glejte, to je avtonomni živčni sistem, ki dela nezavedno brez naše volje in DNS terapija vam to uravna. Tako da to popolnoma izgine. Sem treba je par terapij narediti. Samo menopauza ali še kaj drugega? Ja, pa tudi nekaj mogoče živci. Ja, glejte, to je, živčni sistem je naš šef in ko bomo delali na vaših teh valongih, da tako povemo, ne, preprosto, se bo tudi ta vaš živčni sistem, pač to ne bo vam šlo nič več na živce, ne boste žalostna, jokava, ne. Dejansko pod DNS terapijo vse tisto, kar nam gre zelo močno na živce, nas moti, nam je moteče, po terapijah izgine, ne. DNS terapija je obrestni račun, pomaga takoj, pa še za nami pride en paket. Tako da, gospa, zdaj boste dobila bon, tudi vi. Super, zdaj boste lahko preizkusili to, ne? Ja. Lepo. Gospa Stanka, ne, če sem prav slišala. Ja. Dobro, ker ostanite na zvezi, bodo kolegi vzeli v režiji vaše podatke, pa srečno. Adijo. Tako, živijo. Tako nas lepo upolnejo, ne, ko pozabiš povedati, zakaj je. DNS terapija je dejansko za vse, kakršnokoli težavo imamo. In morda še samo enkrat povem, ko zdravimo eno zadevo, sporedno zdravimo vse. Druge, ne, če se navežem na prejšnjo poslušalko, gledalko, ki je poklicala, ne, a vidite, njo so res ena čustva morila, ne, in to, ko sem malo prej rekla, da je DNS zlati ključek, ne, ki briše te informacije, ali je za tisto našo notranjo lekarno odpremo, je dejansko, ne, ker spremenimo informacijo, ne. Gospej smo, lahko rečem, zbrisali, mislim, to se tako malo hecno sliši, ampak dejansko, ne? V živčni celici smo informacijo spremenili in se lahko telo umiri, ne, to je to, ne? Gre za klinično dokazane študije, ne? To je treba poudariti. To je prav, mislim, da nismo še govorili, ne? To da absolutno težo vsem vašim besedam. Pri nas je v Sloveniji to še, da se čisto samostojno sami izvajamo terapijo. V svetu je dejansko to v bolnišnicah, tako, in je na zdravstveno zavarovanje in je ogromno kliničnih študij. Mi nekaj smo jih prevedli, nekaj jih je na spletu, vendar, lejte, to je aparat, ki je za laike. In da mi zdaj te klinične študije nekaj razlagamo, vem, da je narejena za hipertenzijo, da je narejena za osteoporozo, ki je taka velika težava ljudi, ne. Za ogromno, ogromno kliničnih študij, poleg tega pa aparatek ima tako evropski kot svetovni certifikat. Ima tudi recimo rezultate, ne, tako učinki, ki jih lahko vidimo, kako velika stopnja učinkovitosti je, ne. Po tej tabeli se zdaj vidi, lejte, tamle gre skoraj do 100%, ne, in kje so ti 100% zdravljenja? Pri hrbtenicah, pri dihalih, ne. Ali bom tako preprosto povedala, kako je učinkovita? 3 se zdravimo, 2 100%, tretji pa 80%. Tako učinkovita je DNS terapija. In še enkrat rečem, zakaj? Ker ima vpliv na avtonomni živčni sistem, na nezavedni, mi spostavimo v telesu ravnovesje, tako imenovano homeostazo, ko je pa dejansko to spostavljeno, pa telo naredi tisto najbolj pravo zdravljenje, ki je najbolj učinkovito, tisto, ki ga telo samo naredi. Za katerega samo najbolje ve, da bo učinkovito. Še nekoga imamo? Lepo. Dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Gospa Angela. Gospa Angela, pozdravljeni. Kar izvolite, Magdalena je tu za vas. Mene pa zanima, če ona zdravi tudi epilepsijo. Tudi epilepsija se zdravi, ker to dejansko je avtonomni živčni sistem, vendar to pa priporočamo, da se dela zdravnik oziroma v rokah terapevta. Kaj so pogosti epileptični napadi? Ja, zdaj, ko imamo zdravila, niso tako pogosti, ampak zdravila ima pa tudi stranske učinke, ne?
to je to, ja. Glejte, jaz vam tako rečem, gospa Angela, pokličite me, pa se bova izven etra lahko pogovorili. Tu pač je ena posebna terapija, ki se izvaja, je čisto enostavna in lepo delamo regulacijo in se tudi zelo učinkovito zdravi epilepsija. Kje pa ste v Celju že? V Celju, na Mariborski, Emo poslovna stavba. Vse ste tukaj Celjanka, ne? Aha, ja, No, potem pa tako veste, Blizu. kje je. Ja. lepa hvala. Prosim, Angela. Ja, tudi bon boste dobila. Ja, tudi vi, Angela, ja, Tako. dobite bon. Ja, V redu? ja, tako da boste, ja. Po Tako. pošti, Po pošti boste dobila, v režiji vam bojo povzeli Tako, podatke ostanite vaše. pa na naši Ja. zvezi. Prosim. Srečno, srečno. Nekaj minut nama je še ostalo. Ja. Ko sva prej govorili o depresiji in o utrujenosti. No, o utrujenosti Ja, nisva kaj dosti nisva rekli, ne? veliko. Govorili sva o nespečnosti. Tudi utrujenost je Utrujenost je ena taka tak zadeva, simptom, ne? da pač ni hormonskega ravnovesja. Ne? In če bomo mi samo malo postimulirali, doskrat že kar tale Hego cona, tako imenovana, ali kakšna cona na koleno, bomo se zelo hitro spostavili. Ne? Jaz doskrat rečem, ko smo zaspani, ne posegajmo, pa da moramo bedeti ali biti za volanom, ne posegajmo po Red Bullih, po kavici in tako naprej, ampak če bomo par minut mi pri zaspanosti ali preutrujenosti dali aparat na jezik, nas bo prebudil tako, da ne bomo spali. Ne? Ker glejte, jezik je cona, ki je najbolj, oživčena. Ne? In pri kakih bolečinah v grlu, pri zobobolih, pri kakšni paradontozi, granulomu, ne, se obvezno dela, ali pri kakih krvavitvah, ne, ko imamo hemoroide, ali ne vem, nekdo iz nosa krvavi, ali pa črevesja, vedno delamo jezik poleg jeter, vedno rečemo, ne delajmo jezika zvečer ali takrat, ko bi želeli spati. Ker nas prebudi takrat. Tako, ker nas prebudi. Vendar, če smo nekje na poti, to šoferji zelo veliko uporabljajo, ne, ko so utrujeni, vemo, da moramo počivati, da ne smemo za volanom biti. Vendar, če bomo 3 minute dali mi aparat na jezik, bomo budni tako, kot da smo spali ne vem koliko časa. Ja. Drugače pa sama tista kronična utrujenost, pa sigurno, da ne bo dovolj samo tukaj, pa je z jezik, ampak da je treba parkrat spostaviti ravnovesje ali z rok, ali z nog, ali z hrbtenice in to utrujenost pripeljemo. Pa greva malo na utrujenost nazaj. Veste, mi imamo dve energiji, zunanjo in notranjo, oziroma površinsko, ki jo krepimo. Mi dve danes delava, zaključujeva dan, pomeni sva že nekaj naredili in telo kliče po počitku, po posteli. In to zunanjo energijo mi s spanjem nadoknadimo. Ne nadoknadimo, jo obnovimo. So pa ljudje, ki delajo 24, 48 ur, se veste, kar, to je pač naš tempo. Takrat pa mi uporablja telo našo notranjo energijo, ki je v ledvička shranjena in je tako imenovana podedovana energija. Kako ne rečem, kot dediščino. In eni lahko imajo take zaloge, tako malo pokažejo, eni pa take. Ampak glejte, to zdaj ni pomembno, koliko, važno je, kako živimo. In tisti, ki ima toliko, lahko bistveno prej zapusti ta zemeljski svet, kot tisti, ki ima toliko. Odvisno, kako smo disciplinirani. In če bomo mi vedeli, da je treba v posteljo, da je treba spati in tako naprej in se regenerirati, bomo to našo ledvično energijo, čeprav smo se rodili s čisto malo, lahko tudi dolgo živeli. Ne? Tudi če uporabljamo eliksir, kot ga vi imenujete, življenja, ne? Gre za eno tako odejo, ki jo tudi imate. Ja, mi imamo eno odejico, tako imenovani eliksir življenja, ki nam res nadomešča spanje. Imamo tudi sliko tega eliksirja. Ja, in v tej odeji smo popolnoma zaviti, takrat naše telo proizvaja, pač gre energija iz nas, mi jo oddajamo. Mi, če bi bili v komi, bomo oddajali energijo. V tej odeji se pa ta zadeva dejansko akumulira in ne more ven, ker smo zaščiteni tudi od zunanjega vpliva in dejansko se v tej odeji telo spet zdravi za svojo lastno energijo. Vsi zelo dobro poznamo bioresonančno zdravljenje. To so zelo visoke frekvence v našem telesu. Potem je to infrardeča
to je v našem telesu, ne? In ker smo mi v tej odejici zaviti, ne more ven, se multiplicira na tista mesta, kjer najbolj rabimo. Ja, in tukaj nadomeščamo tudi spanje. Ne samo in nespečnost in zdravimo zelo resne težave lahko s to odejo, vendar če ima nekdo bolečino, zdaj lahko vidimo to odejo, kako smo zaviti, lahko otroci, to je zelo priporočljivo tudi za dojenčke, mamice, ki ravno kar rodijo, in potem tisto prvo z otrokom, že stres po samem porodu, potem nespečnost otroka, ampak veste, to nespečnost otroka dostikrat povzroča mamica, ki je v stresu, se veste, tisto prilagajanje in mi vedno rečemo, zavijte se in dojenček in mamica in to bo potem spalo. Sem tudi imela primer ene gospe na eni od delavnici, pravi, joj, imam vnuka, pa nič ne spi, pa rečem, mamico je treba umiriti. Prav, mamica je čisto v redu, vsaka gospa, obe smo rodili in vemo, kako je bil prvi otrok, kako smo bili v skrbeh, in veste, otrok čuti energijo, nervozno energijo mame, in potem ta gospa, srečna babica, kupi odejico, zavije tudi hčero, pol, pride še po eno, pa še, ker je še ta druga bila, je imela gospa srečo, da je dobila kar 2 vnuka zaporedoma, je rekla, prav ste imela, gospa, veste, da ko smo mamico umirili, tudi moj vnuk spal. Ja, in to je res v tej odeji. Je res, nekaj na tem. Res čudovita zadeva. Sej bi še lahko, Magdalena? Ogromno povedali, ampak lahko našim gledalkam, gledalcem tako poveva, da se spet čez mesec dni vidiva, srečava tukaj v našem studiu. Se že veselim prijetnega pogovora, tako sproščenega, ki opozarja na naše zdravje, tudi in opozarja na vse stvari, na katere moramo biti pozorni za naše zdravje in pa potem, kako jih torej s tem čudežno malo stvarco tudi reševati. Tako tudi jaz se tega pogovora že veselim, da res podamo ljudem napotke in morda samo 2 stavka, ni stranskega učinka, lahko delamo na komorkoli, kjerkoli, od prvega vdiha do zadnjega izdiha in je zelo učinkovito. Tako da lepo vabljeni. To je najpomembneje. Hvala lepa, Magdalena. Tudi vam. Zdrav in pika še naprej, a velja? Velja, da smo zdravi. To je to. In se vidiva spet čez mesec dni. Hvala lepa, srečno. Enako. Tako, srečno pa tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, in hvala lepa za vašo družbo nocoj.